Matjaž Kopitar, seveda na začetku je potrebno vam čestitati za tole, kar ste opravili. Prej kot ne ste poleg v hokeju, ko govorimo o boksu, ne samo kot selektor, pomočnik, pa prej igralec, reprezentant, vrsto let sanjali o vsem tem, kar ste danes dosanjali. Je to vaše življenjsko delo? Ja, zdaj, ko potekam, je težko zdaj karkoli ocenjevati, je pa siguran, to je ena ogromna stvar. Jaz v prvi vrsti sem vesel za te fante, tudi taka želja je bila prisotna tukaj. Tukaj bi bil razočaran res velik. Je pa dejstvo, da moramo ostati realen. Mi smo bili tukaj izzivalci na obeh dveh tekmah, ampak s to nenormalno, jaz ne vem, sploh nadnaravno močjo, kje so pobirali te atome moči, tako da prekrasno in res mislim, da lep uspeh. Izjemen karakter, še enkrat. Sami ste rekli, dvakrat ste izzivali dve ekipi, ki sta više danes še pred domačimi gledalci. Karakter te ekipe je izjemen, čeprav gre za dokaj mlado ekipo. Ja, to jaz cel cajt poudarjam. Ti fanti si zaslužijo vse najboljše pogoje, to je res ekipa, ki si zasluži spoštovanje. Zdaj so to še enkrat dokazali. Moramo reči, da smo bili že parkrat blizu, pa nekako mogoče tudi zaradi tega, ker si nismo upali zmagati. Ker jaz še danes trdim, da 2011 v Bratislavi, če bi igrali drugo tekmo Slovaki, bi jih premagali. Pa še nismo bili toliko izkušeni, tako da nekaj smo si nabrali izkušenj v tem periodu in glejte, to je, tako sem že prej rekel, super nagrada za te fante in jaz sem zelo vesel. Kaj reči o tej tekmi, ko je dobesedno vsak milimeter igrišča bil zelo pomemben, vsaj v tistem prvem delu se je veliko več igralo na osvajanje prostora kot na igro s ploščkom in vse to so naši fantje zmogli. Že sam sprej omenil, da tukaj v bistvu je bilo vse proti nam, ampak v pozitivnem smislu seveda navijanje, potem teren njihov, moč ekipe in ne vem, karkoli se še spomnimo, vse je bilo nekako, ampak tudi gledalci, recimo, so bili glasni, ampak vse to je treba obrniti se poprit, ker je še zmeram prav, vse ni važno, da se derejo, da je super vzdušje, pa tudi če za nasprotnika navijajo. Tako da, kaj naj rečem, enkraten je pa to, tako smo prej že ugotovili, ekipa s karakterjem, z lideri, ki so pravi lideri, čeprav so mlad fantje. In jaz moram reči, jaz sem že na Slovaškem skozi govoril, že od samega začetka, jaz sem ponosen na njih in ne vem, rad jim pomagam, rad delam z njimi in to je to. Kaj ima ta reprezentanca, kar številni rodovi prej niso imeli, sploh pa, če razmišljamo v času, ko se nastopa pod svojo zastavo, imeli smo zares odlične posameznike, ki pa morda niso imeli teh mednarodnih izkušenj, ne vem. Tudi jaz bi zdaj težko pametval preveč. Jaz bi poudaril to, da velika večina teh fantov zdaj igra v tujih klubih, da imajo vodilne vloge in ko pridejo skupaj, zelo radi to nadgradijo. Tako da mogoče je tukaj razlog. Dejstvo pa je, da tudi v preteklosti seveda smo imeli super igralce, ampak mogoče ravno zaradi tega, ali pa smo jih imeli premalo. Tako da težko rečem, tukaj imamo pa dejansko res najpopolnen in Robert v golu, če branje je eden najboljših, 7 branilcev vrhunskih in pa 2 udarna napada sta tukaj, tretji pa četrt pa se točno ve, kakšna je njihova vloga in tudi ti fantje svoje delo upravljajo in ne vem, tako sem že povedal, zelo težko zdaj, takoj po tekmi kaj pametnega še povem. Ko ste prevzeli reprezentanco, čeprav ste prej že ogromno sodelovali pri Karju in pri vseh ostalih, ste zahtevali obraz te izbrane vrste. To ste dosegli, sedaj ste med ducatom najboljših, ki bodo naslednje leto igrali pod 5 krogi. Vsi pravijo, oditi tja je nekaj posebnega, najbrž bo to tudi za vas. Ja, seveda, mislim, to je enkratan, tako da takrat ko prevzameš nekaj, si moraš zastaviti cilje. Zdaj so ti cilji realni, niso, jaz še danes pravim, to so naše sanje. Mi realno, takrat, kar jaz nisem napovedal, mi gremo na olimpijske igre, ampak naša želja so olimpijske igre in zdaj so se te želje uresničile in mi smo na olimpijskih igrah. Je pa, ne vem, siguren, se sploh ne vem, kaj ne še povem. Veselite se. Ja, hvala.